Na vsakem koraku se nam zdi, da je vse manj človečnosti. In po drugi strani na vsakem koraku vidimo stiske ljudi, ki jih je strah, ki trepetajo, ki so kakor omamljeni, okamenjeni, ki ne vedo, kako naprej, ki ne vedo, kako se znajti v tem svetu, ki pritiska na nas z vseh strani. Ne bom rekla, Karli, da imaš rešitev, ker bi me takoj pobil in rekel, da ni rešitev in da ne moremo rešitev kar tako servirati, ampak imaš pa že v naslovu tisto, kar bi morali vsi zelo močno, zelo intenzivno početi v današnjem času, in to je misliti drugače. In če gremo kar v knjigo, iz katere sem prebrala pač prvih nekaj vrstic, in je zelo lepo, bom rekla, pedagoško, ampak to v najbolj žlahtnem pomenu te besede, razdeljena v poglavja, ki nas vodijo skozi ta proces mišljenja sveta, v katerem smo, in seveda tudi vseh drugih razsežnosti, ki so onkraj tega materialnega bivanja, bi te najprej vprašala, misliti je danes pravzaprav greh, ne? Seveda ne mislim greh za nas, ki smo tukaj, ampak za tiste, ki si želijo, da bi mi čim manj ali pa sploh nič mislili. Kako torej ohranjati, vzbujati to misel v sebi, jo gojiti, se ne prepustiti? Ja, še enkrat lep pozdrav. Sam vidim nevarnost v tem, da so nas s tem tudi nekako začenjem knjigo naučili pravilno misliti, ne? Sam sem si dolgo časa zastavljal vprašanje, zakaj ljudje tako hipnotično pademo pred izpostavljene avtoritete, pa lahko pomislimo samo recimo, kako nam prikazuje ta svet danes kot nekaj samoumevnega. In mi to gledamo in si pač mislimo, da pač drugače ne more biti, in gledamo v izpostavljenih kot tiste največje možne rešitelje, in čeprav vidimo, v katero smer vodijo svet, mi še vedno gledamo v njih kot rešitelje, ki imajo v posesti neko resnico, s katero nas bodo pa oni sigurno rešili. In svet tone, svet se utaplja v izgubljeni človečnosti, mi pa še kar gledamo ta iste obraze, pričakujoč, da nam bodo pa sedaj, naslednji dan pa servirali tisto, kar bo rešilo človeštvo, ne? Zakaj smo tako padli, ne? Pod ta, kar hipnotično padli pred te izpostavljene, to sem se spraševal. In potem sem se počasi vračal k Karliju, ne k Karlu, ne, ki misli, da je pameten, ker se je toliko časa učil, ker je hodil toliko let v procesu izobraževanja. Vrnil sem se k Karliju, tisti prvi razred, ko sem z veliko tesnobo stal na velikem dvorišču 3. osnovne šole v Celju, in tam je bilo eno tako podest, in na tistem podestu je stal ravnatelj in nam govoril, in potem je prišla učiteljica, in oni so bili zame tisti, ki mi bodo prinesli resnico, ne. Ja, tu je problem, ne, da ti nekdo prinese resnico in te pove, kako pravilno misliti, kaj je pravilno. In te potem, zato če pravilno misliš, to pomeni, če pravilno ponoviš, kar je on mislil, in sedaj si tudi ti prevzel v misel, ti zapeče pamet, ne, to je, veste, prav zapeče pamet z eno lepo oceno oziroma s priznanjem, da si pameten. Jaz sem imel to srečo, da nisem mogel biti pameten, ker sem bil dislektik in sem mogel najti po ovinkih poti k rešitvi. Moral sem biti zelo inovativen, da sem zvozil osnovno šolo, pa srednjo šolo, pa še marsikaj, ne. Ja, tu vidim osebno problem, zato pravim, eden od naslovov je pred 250 leti. Veste, začel se je čas razsvetljenstva. Misel se je začela prebujati. Če še Voltaire mislil, da pač razsvetljena misel ne bo čisto za vsakega, ne, da bo to samo za izbrance, za lakaje pač ne bo,
že Rousseau ugotavlja, da se pa misel nasplošno prebuja, kot se sedaj prebuja zavest, o tem še kasneje kakšno besedo, ker mogoče se zdi to sporno, ne, ker se zdi, da je tema vedno močnejša, ampak bomo potem o tem kakšno, ne. Misel se je začela prebujati. In že John Locke recimo dvomi, da pa ima nek izpostavljeni glavar, nek monarh, tam večje dostojanstvo človeška, ne, od Boga dano večje dostojanstvo, kakor pa katerikoli, jaz sem tudi kmetič, sicer z 1 hektarjem, kakor katerikoli kmet. To je bilo pa nevarno, ne? Ker če se sam spomnite, kako so, recimo, če ste gledali, jaz to malo sociološko opazujem, kako so koronali mojega soimenjaka Karla III, ne? Tisti najbolj prestižni del, ko naj bi pa Bog sam stopil za nebes in ga zaznamoval za izbranca, so celo zagrnali, tako da se to ni mogli videti, ne? Ja, veste, če ti misliš, da si nad, in če začne nekdo dvomiti, in če se začne misel prebujati, kaj lahko narediš? Misli več ne moreš ustaviti. Treba je najti neko drugo rešitev. Edina rešitev je, da misel kanaliziraš. Po zelo domišljenem konceptu, ki ga imamo danes. Ne? Zato je danes proces izobraževanja, spravim, v slepi ulici in mi v cerkvi rečemo, potrebna bo ozdravitev v korenini. Ne? Tam, ker se je ta manipulacija začela pred 250 leti. Ja. In potem nek opat nekega šlezijskega avguštinskega samostana, ime sem pozabil ponot zapisano, ki je predtem napisal šlezijski katekizem. Veste pa, kako gre katekizem. Vprašanje je napisano, napisan je pa tudi odgovor. In ti si pravoveren in ti si pameten, če si to zapomniš in pravilno ponoviš in to osvojiš, poosebiš, ne? No, temu opatu je bilo zaupano, da napiše tole šolsko obveznost in pred 250 leti, lansko leto za Miklavža, je bila torej 250-letnica, odkar imamo ta koncept izobraževanja. Jaz so vedno govorili, da je bil srednji vek mračen. In potem sem si mislil, hvala Bogu, zdaj gremo pa v svetlobo, ne. Mrak gre v temo. In dobro, da gre v temo, kajti šele v temi, in če pogledamo situacijo tega sveta, se začne prebujati zavest pri mnogih. Ne pri vseh. Mnogi še vedno tavajo v temi. Ampak pri mnogih se začne preprosto prebujati zavest, da tako pa več preprosto ne gre. Zdaj mi je prišlo na misel, ko te poslušam, ne, če mogoče lahko vzpostavimo to razliko med mišljenjem, mislijo in zavestjo, ne? Ker, kolikor te razumem, gre za dve različni kategoriji, ne? Ja, kozmična zavest, ki prebuja zavest in ta se inkarnira v telesi v naši misli. To gre preprosto, to kozmično zavest je imenoval Einstein ljubezen, Nikola Tesla lepota, zdaj pred kratkim sem bral, pri Hafizu sem tudi bral, isto pravi ljubezen, ne? Da Andrej Detela govori sintropija, to pomeni, v stvarstvu je neka zakonitost, ki prepreči, onemogoči daljnoročno zmago zla, hudega. Kot pravi Andrej Detela, nekaj se samo po sebi organizira. Zdaj lahko rečemo temu ljubezen, lahko rečemo temu zavest, lahko rečemo temu Bog, lahko rečemo temu kakorkoli kdo hoče. To je zdaj vse, ampak vse, kar je prežeto s to zavestjo, s to ljubeznijo. In ker smo mi del hologram, ker smo mi del te kozmične igre, je seveda tudi, zato pišem, zavest z veliko prebuja zavest v meni. Ampak ta zavest se na nek način v nekem trenutku utelesi v misel, prebudi misel. In ta misel je potem tista, ki rojeva, ampak zato ne gre brez tihote. Zato je na eni strani toliko tega, recimo, ponujenega hrupa, toliko te ponujene bleščavosti, da bi dejansko ne prekinili misel,
ker misel lahko manipuliraš, ampak da bi zmedli zavest, tisto kozmično in zavest v meni. Da bi dejansko mi bili kot zmedene, begajoče osebnosti, zato rabimo tihoto, zato rabimo umik v spokojnost, zato moja definicija je Boga, je moja bit, pisano z malo, v biti vseh biti. Ampak k temu pride samo, ko stopiš v globino samega sebe, lastnega jaza. In to je najlepši trenutek. Nobena muzika ne more zveneti lepše, kot je v tihoti prebujena melodija kozmične zavesti v moje zavesti. To je najlepše druženje. Ampak to je tudi najbolj nevarno za tiste, ki hočejo voditi našo misel. Ker oni pa hočejo stvariti, tudi imam te finte, na kak način, luč, svetlovo in tako naprej. Jaz sem nepopravljivi optimist. Ravno zato, ker smo končno prišli v temo, ki naznanja rojstvo novega dne. Ko se že dogaja premik, ki pa je tudi kozmično podprt. Zdaj pišem tudi, ko sem imel 3 mesece dopusta. In si pisal. Nisem imel, tam sem je težave, operacije, pa rehabilitacija, skratka mir, prvo nisem imel energije, pa pišem vodnik po ozvezdju vodnarja, torej astroarheologija, in sem to študiral. Mi smo bili do zdaj v obdobju rib, smo še vedno, ampak je že vstopil vodnar, proti koncu prejšnjega stoletja je že stopil vodnar, prva zvezda vodnarja. Prva zvezda vodnarja zodijaka, teda riba je še močna, ampak že ima tudi ta film Her, ne? Ma tisto poje o vodnarju. O dobi vodnarja. Ja, že poje o dobi vodnarja. Ampak, gledajte, če so ribe, zodijakalno znamenje rib je eno najtežjih, ne? To, če beremo recimo kakšne ima tega obdobja zodiakalnega so se bali. Vodnar pa je premeten, prefrigan, človekoljuben, iskriv, ne da se ga na finto vršt, predvsem pa prinaša življenje. In mi smo dejansko kozmično podprti v to prebujenje. Zato ne čudi želja po transhumanizmu, da bi nas robotizirali, preprosto, ker vejo, da nas ne bojo mogli obvladati. Zavest se prebuja. In kot pravi tudi Andrej Detela, 15%, približno 15% prebudi kvantni premik zavesti. Ne? Pri ostalih, in zato je pomemben slehernik, ki se prepušča igrivosti prebujanja novega stvarstva, nove dobe. Ja. Omenil si Andreja Detelo, potem si omenil Einsteina, Tesla. Jaz sem se spomnila še na Nielsa Bohra, ne, in vse to so znanstveniki, a ne, in v tej dobi nam rečejo, zaupajte znanosti, ne, ampak oni so ravno tisti, ki na nek način niso zaupali več tej materialistični znanosti, s katero so se zelo dolgo ukvarjali, ampak so, ko so prišli do neke točke, ugotovili to, o čemer ti danes pripoveduješ. Ne? Sem bil na eni okrogli mizi, sem sodeloval, ki jo je vodil Boštjan Romih, in je rekel, da je imel predtem je vodil en pogovor z zdravniki, ne? In jim je zastavil vprašanje, znanstveniki, jim je zastavil vprašanje, kaj je za vas pomembnejše, zaupanje ali dvom? In so odgovorili zaupanje. To je katastrofa. Ker jaz moram prvi dvomiti o tem, kar pišem, kar razmišljam, ker moram iti dalje. In znanstveni dvom je temelj. Tisti moment, ko znanstvenik zaupa drugemu znanstveniku in ga ne preverja, ker ko nekdo nekaj domisli, je moja želja, da na podlagi tega mislim naprej. To pa pomeni, da moram postavljati v dvom njegovo trditev, da jo moram relativizirati, da bom lahko mislil naprej. Ne? Tako da je postala znanost po konceptu, ki je bil uveden pred 250 leti, religija. Kajti, zdaj zelo posplešujem. So znanstveniki, ki so resnično jim lahko kapo dol, ker ljubijo misel, ker grejo naprej. Ne? Ampak, gledajte, v cerkvi postavi pred tebe kateheta in on ti pove, kaj je resnica, ti ponoviš.
v šoli postavijo učitelja, ki pove, kaj je resnica, ti ponoviš in v cerkvi greš pa k birmi, tam dobiš pa petko. Kakva je razlika? Religiozni koncept. Mi moramo ta religiozni koncept na nek način se mu moramo začeti režati. Ker dejansko je ujel misel, je hipnotiziral misel. In po 250 letih ne čudi, da potem lahko izpostavijo pred tebe nekega XY, ki mu reče, da je doktor, pa da je pameten, in potem on nekaj pove in ti zdaj misliš, da moraš misliti tako kot on, da boš tudi zgledal približno pameten, ne, ker je on menda zelo pameten, pa ti lahko postavijo čisto, to so delali, tudi se imam noter opisan eksperiment, ne, so delali poskuse, ko je prišel profesor v predavalcu, govoril čiste nesmisle, ampak na končni način. In nihče ni podvomil, ne. Zato vsi so si zapisovali, nihče sicer ni nič razumel, ampak ne, nihče pa nisi mislil, kaj nam ta neki tupi. Ne, ker je profesor, ker je doktor. Tudi tega samo za konec, zakaj se odpovedujem nazivu doktor znanosti, ker je to pa se. Zakaj pa se, bomo pa še kako rekli. Ja, jaz bi zdaj Petra vključila v naš pogovor kot urednika knjige in prvega bralca, ne? Ja. Najbrž sem bil iz odzunja popisan, da sem se sploh pa njemu oglasil, ker 2 leti nisva, dobro, videla so se meni enkrat ali 2-krat, ampak tam enkrat oktobra, ali kdaj sem rekel, zdaj pa moram že enkrat, ne sem po telefonu 2 besede reči, ampak kaj že srečati, ne. Pa sem se odpeljal k njemu, pa prav, tle imaš, pa malo pogled, sem rekel, kaj je to, prav, nova knjiga, sem rekel, a je spet to kupom? Ja. Ti boš pa urednik. Sem rekel, kako si še pogledal, mislim, kaj to je. Rekel, to je sam načrt, recimo kazalo, pa veliko je bilo prečrtenega, še pa dvojnega, tako naprej. Sem rekel, dobro, bom pogledal, kaj to je. Rekel, se sam še lepo, ampak sem rekel, bo 500 strani. Je rekel, ne, 200. Zdaj je 300, pa še ne. Z opombami vred, ne? Yeah. Ja, Karli, kaj je s temi tvojimi dolgimi opombami? Dajmo to razčistiti. To so zame poslastice. Veste kaj, ko peleš glavno misel, ne, nit, ne, je pa ob strani še toliko tega zanimivega, pa toliko dobrega, pa toliko, Pa ne gre v ta glavni tok pripovedi, zato potem pristane v opombah. Ja, ker bi prav zmotil glavni tok, ampak pa tisti, ki berejo, pravi, da te opombe jih skozi motijo. Jaz jim pa rečem, vse jih ne rabite zdaj brati, pa berite na koncu. Ja, sej, jaz to recimo delam, ne, priznam. Recimo, kakšno preberem sproti, ampak te polstranske in ko pa si pustim za na konec. Zdaj, če se vrnemo toku te pripovedi, ki je v tej knjigi, nisem se naučila kazala na pamet, oprosti. Vsega tudi jaz ne vem. Tako mogoče razloživa to Stari svet umira, rojeva se novi svet. To je ena taka lepa misel, trditev pravzaprav, ne. Vsi si želimo, da bi bilo tako, ampak vprašanje je zdaj, kakšen je ta novi svet, ki se rojeva, ne? Kdo ga skuša kreirati ali pa ga vsiliti in kako narediti, da bo to naš svet, svet, ki si ga mi želimo, v katerem želimo živeti. Tudi eno od teh dejansko fint, na katere so nas vrgli, je, da so nam odvzeli dostojanstvo. Mi rečemo v cerkvi, ampak to ne velja sam, da rečemo v cerkvi, to so nekdaj vedeli vsi, ne? Torej, to je bilo splošno znano, ne? Da ima vsak človek kraljevsko, duhovno in preroško poslanstvo. In da je moč človečnosti v mreži, ko se ovrednoti slehernik in kot ovrednoten kreira novi svet. Ampak to je nevarno, ne? Zato so nam odvzeli, ne? So rekli, glej, ne Karel, ampak Karel III je kralj, ne? Ne ti, ampak katera je tvoja filozofska smer? A imaš to filozofsko smer ali drugo
kako ti misliš, ne? Komu si podredil misel. Ne? Namesto, da bi bili mi preroški, smo to dali nekim filozofom, ki so bojda zelo pametni in mislijo namesto nas. In duhovno poslanstvo, veste, globina je v vsakem človeku. Ne? To je, mi smo, ne, moja bit v biti vseh biti, mi smo notranji tako povezani na nivoju duha, ne. Nekdaj mi smo govorili ljubezen, lepota, nekdaj so rekli eter, nekaj, v cerkvi rečemo sveti duh, nekaj je, kar nas povezuje. Ampak ti moraš biti povezan v to človečnost. Ti tega dostojanstva preprosto ne smeš predati, ker te bojo zmanipulirali. In to so naredili, ne? Mi smo dostojanstvo, ki ga ima slehernik, kraljevsko, preroško in duhovno. To je temeljna poklicanost, ne? Ni temeljna poklicanost, da dobro šivaš ali pa da kmetuješ ali pa karkoli že. Ampak da živiš polnost dostojanstva samega sebe. Da si kraljevski, da si preroški in da si umrežen, duhovno umrežen v dejansko to, v to celoto. Ne? Ampak to so nam, zdaj pa treba le to ozavestiti, pa si reči od teh, ne, lejte, jaz tak sociološko malo rad pogledam, gledam recimo te predsednike, pa rdeče preproge, pa mislim pa, to je tak hec, ne? To je tak izrojeno, to je tak pa tiste parade prej, pa to, ampak to, da se nam zdaj zdi to hecno, ne? Da se nam zdijo ti pajaci hecni, je to dober znak. Ker še nedavno sem tudi jaz imel to zelo resno. Ja, zdaj pa oni je nujno, da mu dajo na tla rdeč tepih, ne, da bo on, ker on je le on, ne? Ne. Pred vsakega od nas, če že komu, mora dati pred nas rdeč tepih, za one pa ne. Ko bojo pa znali dober furat, ne pa za furat, pa lahko ima kakšno rdečo coto na sebi, če že kaže. Ne? Razumete? Ampak mi moramo to zavestiti in to narediti, kar ste vi zdaj naredili, te norosti ironizirati, ne se jeziti. Ker je to nizka vibracija, to me je naučil tale možakar tam zadaj. Otrujeno glavo imam, ja, živo. Ja, treba je paziti pred nizkimi vibracijami čustvenimi, ne? Ker oni želijo, da se mi jezimo, da smo mi prestrašeni, da smo mi z občutkom Julijan je, da ga ne boste spraševali, kako si že ti, da smo z občutkom brez izhodnosti, da smo zmislili, ja, kaj pa lahko jaz naredim. Ti moraš. Ti si kraljevski, ti si preroški in ti imaš duhovno dimenzijo, s katero lahko podpreš spremembo sveta. Ne? Ampak ne jemati te, kar sem jaz opisal. To gledajte kot komedijo. Ironizirajte, ne žalite, ampak ironizirajte. Ker oni ne vejo, vse oni so ujetniki tistih rdečih preprog, obenem pa zafrustrirani, ker malih opazujte trenutno, kako se dogaja po svetu, vse to je kurnik, ne? To ni nekaj, bi rekel, kar bi imel resno, ker je to popolno zmedeno. Ne? A veš, tako, mislim, da mogoče ni to zgolj in samo stvar manipulacije, da si ljudje želimo ali pa potrebujemo vsaj do neke mere nekoga, ki bi nas vodil. Ne? Zadnje dni pogosto se spomnim, ne vem zakaj, na Ivana Krambergerja, dobrega človeka iz Negove, ne? Ki je bil en tak lik, ne? Ki so mu ljudje zaupali, verjeli in zdaj seveda lahko polemiziramo in razmišljamo in špekuliramo, kaj bi bilo, če ga ne bi ubili. Ampak on je bil recimo ta človek, ki bi lahko, ne, nekaj pozitivnega storil. Ne vem, koliko se ga ti spomniš recimo, ne, in njegovega delovanja. On je pravzaprav že takrat povedal vse stvari, ki se danes dogajajo. Ne? Napovedal je privatizacijo, napovedal je to, kaj se bo dogajalo s Slovenijo, kako bodo te neoliberalni tranzicijski politiki dejansko uničili podstat našega materialnega bivanja, ne, v tej deželici. In vse to se je potem tudi zgodilo. Ne? Zato je bil moteč, ne? Ja. In so ga pač, taki so moteči. Zdaj, v bistvu prosti, moje vprašanje, ali pa bolj razmislek, ne tako vprašanje je, ali ne,
zmoremo kot neka kolektivna zavest prebujena, brez nekega jasnega voditelja ali voditeljice ali pa neke skupine ljudi, skreirati to skupno energijo, ta skupni upor ali pa odpor proti manipulaciji in se ji izmakniti. Najprej je treba jo ozavestiti, potem jo je treba ironizirati. Pa se je pa potrebno samo ozreti v slovensko zgodovino, ker mi smo že imeli ta koncept. Mi smo imeli koncept, ko so predstavniki sedli in drugega poslušali, ko je bila misel dopolnjujoča, sodelujoča. Ko je bil, to, kar smo mi zdaj, je za slovenski koncept popolnoma tuje. Mi to smo že imeli. Predstavniki vasi, ampak to ni šlo ta bogati kmetje. To so šli predstavniki prebujeni, tisti, ki so znali misliti za skupnost in domisliti. In če bi šli mi iz te baze, najprej bi pač vzeli tiste rdeče preproge, pa ne vem kakšne privilegije, pa ne vem kaj vse, ker to je res čista šara in to je. Ker veste, ko te ujamejo na te rdeče preproge, mislim, moraš biti zelo, zelo prebojen. Mislim, omenim enega tegale predsednika države, ki je imel sicer predsedniško plačo, ampak je dal je minimalno vse plačo, ker predsedniki, tisti, ki so politiki, lahko imajo samo minimalno plačo delavcev, ker minimalna plača delavcev kaže njihovo uspešnost. Torej, maksimalno lahko imajo minimalno plačo, on si je zadržal minimalno plačo, imel enega kužeka, ki je bil invalid in je živel kot kmet. Razumete? Tolstoj je tudi razdelil vse svoje premoženje. Tolstoj tudi, ja. Torej, mi moramo najprej zironizirati norosti, ker te imaš toliko, da bi Milčinski pisal 16 nadaljevanj Butalcev, pa bi bilo verjetno še premalo, ker bi imel še ideje za naslednjo, sam da bi to sceno opisal zunanjo, kaj še da potem odnosno, potem prvo izironizirati, potem pa kreirati novost, alternativo. Mi se pa samo ozrimo v preteklost, ki mi jo že imamo. Mi ne rabimo pogruntati tople vode, ker mi to že imamo, koncept že imamo. Samo glej, te skupnosti, ki so delovale po tem načelu, ki si ga zdaj opisal, recimo bodi si vaške skupnosti ali pa morda malo večje, to je tudi druge v svetu bilo, recimo Indijanci so tudi živeli in delovali na podoben način in urejali skupne zadeve, in še v zgodovini mnogo katera ljudstva. Na točki, ko smo danes, se vznikajo neke pobude za skupnosti, ljudje se povezujejo, skušajo živeti zunaj tega usiljenega toka načina življenja. Jih je pa zelo malo, ki so pri tem uspešni, ki uspejo to skupnost ohranjati brez nekih velikih sporov, pretresov. Mnogo jih je, ki tudi razpadejo. Kaj to pomeni, da mogoče še nismo dovolj dozoreli? Ideja mora vedno, da raste. Ideja je vedno nevarnosti euforije, prevzetosti in vznesenosti. Ideja mora biti vedno prizemljena. In recimo tisti, ki imajo to, recimo, je dobro, da se vse in zelo prizemljijo v stvarnost, ker če bo karkoli v luftu, jih bo odpihnali. Ker mi moramo biti zelo realni, najprej jaz do sebe, pa realni do medsebojnih odnosov in postaviti tiste smernice, ki omogočajo, da se prebuja novost v realnosti mene in v realnosti medsebojnih odnosov. To je pa zelo treba premisliti in se potem tudi držati smernice. Jaz sem deloval znotraj komun, ki so v bistvu pomoč ljudem, ki so se umaknili v svet zasvojenosti, ampak tudi mi smo zdaj v svetu zasvojenosti. In vem, da dejansko je potrebno narediti tiste smernice, ki bodo pa pomagale ideji, da bo zaživela. Je to ozdravitev korenin, potem mogoče lahko od tu izhajamo, kot si naslovil eno od poglavij, Ja, tudi to je potem ozdravitev. Kako zdravimo svoje korenine?
Pa kolonija sploh. Recept, Najprej vem, da mi ne ozavesti- moreš dati recepta, ampak Ne, pot, po ni kateri problem. poti Ozavestiti- lahko gremo. Ozavestiti manipulacije, ne? Potem je treba ironizirati norosti, to je zelo pomembno, ozavestiti manipulacije, ironizirati norosti in potem kreirati alternativo. Paziti pa moramo tukaj, da se ne ujamemo v nizke vibracije, to je največja past. In to oni želijo, da se mi jezimo, da jih mi šimfamo, da smo mi brez upu, da ne. Mi, ko pridemo, se usedemo, da bomo pili zjutraj kavico, moramo ironizirati, režati se moramo. Ker poglejte, če ne veste, kaj nimate materijala, poglejte si TV dnevnik, materijala imate še za juzno, pa za večerjo, za ironizacijo imate pa res toliko materijala, razumete. Jaz pač ne gledam, tu pa tam pogledam, ampak se veste, križam, ampak ne iz pobožnosti. To je res zelo pretanjen koncept manipulativnega poročanja. Ne? Vse v ozadju teh poročevalcev tako stojijo, mislim, da ta angleška, MI6, pa Mossad, oni, če vi odprete avstrijsko televizijo, hrvaško televizijo, slovensko televizijo uradno, pa vsaj berejo vsi isti tekst. Se ni nobene kreativnosti, verjetno so novinarji tako prestrašeni, da ne, samo cenzurirani, da berejo vsi isti tekst, ki so ga nekje dobili. Lahko zdaj Petra mogoče, ki je sicer ni delal v informativnem programu, ampak je vendarle televizijski človek z dolgo kariero na ljubljanski televiziji, pa me zanima, a je bilo pred 10 letjem, 2 kaj drugače? Jaz mislim, da ne, samo bilo je bolj nežno, jaz mislim. Aha, prijemi so bili nežnejši. Ja, vedno je seveda, moramo vedeti, ne, da kdor ima škarje pa platno, ta ima moč. Ne? In mora potem nekak javna televizija bi morala nekak ekvilibrium pelati, ne, to se pravi, spet je treba svoje možgane uporabljati, pa razmišljati po svoje. Ja, poročati v nekem dogodku, ampak istočasno pa spraševati, zakaj pa ravno tako, zakaj pa ne drugače. Ne, a to pa ni možno. Recimo, tako, ko se zdaj sprašujemo pri Tanji Fajon, kaj zdaj, a bomo končno zares obsodili ta Izrael zaradi genocida ali ga ne bomo? Ne? Pa se je več kot pol države na nogah, mislim, ali pa še več, jaz ne vem, ne? Sad, ko berem te procente. Mislim, kaj je ona pol izvoljenc, nas predstavlja, če bi drugače mislimo, to je noro, ne? To se pravi, da to ni nič pol, to damo spet to, danes jih bo 500 mrtvih, jutri bo 20, pa tako naprej, to pa je že tam zmeraj manjša rubrika, to je že tam na 2 strani, kot da ne bili to ljudje. Mislim, čak malo, mislim, to je noro, mislim, vse skupaj. To vprašanje o tem, kako nas predstavljajo, oziroma ali nas sploh predstavljajo tisti, ki hodijo po rdečih preprogah, je pravzaprav eno zelo žalostno vprašanje, pereče vprašanje. Še to. Včasih smo imeli dopisnike od Moskve, Washingtona. Ja, v Moskvi še vedno imamo, ne? Ja, imamo še včasih. Nekaj podobnega dopisnici. Skratka, s celem svetu, tako so imele pa tudi ostale televizije, tudi svoje dopisnike, ali Beogradske, Zagrebške in tako naprej. In že to so bili različni pogledi. Niso bili to enoumni. Zdaj imamo pa iz enega centra, kot je Karli rekel, en tekst, ki ga morajo vsi ponavljati, drugače grejo pa službe ali pa mogoče bo kaj drugega delali nepomembnega, spraševali, po koliko je solata na trgu, ne? Prva naloga za novinarje, ko pride v službo. A ni to zanimivo, ne, Karli, ki je Peter zdaj rekel, da je bilo obdobje, ko so novinarji še lahko razmišljali, imeli svoje mnenje in jih tudi javno povedali, ne? Se pravi, tudi to smo že nekoč vsaj delno imeli, a ne? Neko svobodo mišljenja ali pa vsaj ne popolnoma zatrtega mišljenja.
se ti zdi, da je to eskaliralo v času pandemije, da se je prej pripravljalo, takrat je pa udarilo z vso silo, da je bilo preprosto prepovedano misliti, kaj šele govoriti o določenih stvareh. Ker tudi o tem precej pišeš v knjigi. Ta agresija se zelo stopnjuje. Ne? Na eni strani res ta udarnost, ne, se ne rabijo vojne, ne? Ker če ne bo vojn, ne bo udarnih poročil. Ne? Vse kaj pa nam govorijo. Ne? Oni rabijo udarne novice, obenem pa rabijo nas, ki moramo biti nujno polarizirani, ker s tem, veste, oduzamejo, torej, če daš ti plus pa minus žico skupaj, bo kratek stik in bo to pokal med nami, namesto da bi v luft vrgli tisto, kar bi pa morali vreči. Ne? Ampak oni to polarizacijo, mene to najbolj, kako gremo v take otročarije in sem jaz proti vam, ne? Vi ste proti meni, Ukrajince, in pol gremo Ukrajina, Slovan, strela Slovana, dobijo pa orožje Zahoda, mislim, potem pa pride do takih, ampak vete, mi smo napumpani v norost. In najprej moramo reči, mi se moramo najprej povrniti k svoji osebni zdravi človečnosti. Ne? Ena od zapovedi je, ne ubijaj. In človek ne sme ubiti človeka. Če pa se že dva hočeta, ne greta pa Zelenski pa Putin. Ne se greta streljati, takoj se bo ta zmenila. Ne? Človek nima diplomacije, kje je diplomacija? Nije. To, kar gledamo, recimo zdaj, Trump je zmedel situacijo, Evropa je izgubljena kot otročiček nedorasel, tam neki tava, neki bluzijo, neki bi radi, vse skupaj je ena komedija. Ne? Ali se bomo šli mi to komedijo? Ali pa bomo rekli, ne, temeljno načelo je, človek ne ubija človeka. To je temeljno načelo. Ja, pa orožarska industrija ne bo imela profita. Ja, pa zdaj, ko v Nemčiji ne gre avtomobilska, pa bojo lahko tanke delali, ja, pa bojo delovna mesta, če se ne, kje bojo ti tanki? Pa to so take komedije, mi smo dali tudi, da ne vem število, ker res se pozabljam, 28, koliko tankov, ne? 28. M16, to so, veste, zastareli tanki iz konca druge svetovne vojne, ki smo jih pol malo posodobili, da so dobili M16 pa še neko znako zraven. Ne? In mi smo to podarili Ukrajini in potem smo nekako dobili potem preko Nemčije boljšo robo. Ne? Mi smo klump dali in so zračunali, da ta klump na fronti zdrži približno 4 minute, pol je uničen. Torej mi smo podarili 28 železnih krst, vsaki za 4 ukrajinske fante. Ne? In tega ministra, ki nam je to zrihtel, smo poslali pol v Evropsko unijo, ki naj bi skrbela za ohranjanje miru. Kak smo mi? A ni to komedija? A nimamo material za režati? Ne za jeziti. Ampak ko se bomo mi začeli režati, ne? Pa bomo začeli dovtipe govoriti o tem, pa se pri jutranji kavici pogovarjali, ne se jezili, kak smo poslali klump, in povzročili 4x28 smrt, smo pač pomagali, ne, ampak ko se bomo režali, ker je res to noro, ker je to tako izrojeno. Ne? Zahod financira, mi bomo milijon topovskih izstrelkov bi mogli dati do takrat in takrat in to je bilo tako skoraj solzavo povedano, kako smo mi dobri zdaj, ne? Ja, kje bojo ti topovski izstrelki končali? Kdo bo umrl? Slovan bo moril Slovana. Ne? Evropa pa bo financirala, Zahod bo pa financiral. In služil. In mi smo dobri. No, zdaj si se delno dotaknil že ekonomije, ne? Ja. In sicer imaš eno poglavje, ekonomija osvobojena hematizma. Hematizem je pojem, ki si ga že večkrat obdelal v svojih knjigah in razložil, kaj ti pomeni, kako ga ti interpretiraš. In ko smo pri ekonomiji, ne, pač vsi sistemi temeljijo na neki menjavi denarja, ta denar je pravzaprav fiktiven, ne, in ni več
se mi zdi, no, v današnjem času ne služi več kot tisto, kar je bil na začetku, se pravi neko menjalno sredstvo za izmenjavanje, kupovanje nekih dobrin, ne? Ampak smo vse bolj prisiljeni, a ne, v neko gonjo za tem njihovim denarjem, ki pravzaprav ni naš, ne, čeprav je naš, ves davkoplačevalski denar je naš, ne, ni njihov. In vedno težje ljudje živijo, so v vedno večjih materialnih stiskah, ekonomija pa še kar stiska, njihova ekonomija, in v bistvu je to tudi eden izmed teh momentov, kjer ljudje doživljajo neizmerna ponižanja, neizmerno izgubo dostojanstva, ne? In zdi se, kot da je to eden večjih, težko rešljivih problemov, razen če ne bo res počilo, a ne? Ni težko rešljiv. Ja, no? Zopet moramo se vrniti k ironizaciji. Ker to, kar nam prodaja za ekonomijo, je hrematizem. To ne pomeni, da v obstoječi ekonomiji ni marsikaj tega, kar spada vanjo. Večinoma to, kar povzroča stisko in bolečino in ponižanja, je pa koncept hrematizma. Ekonomija, to poglavje je v bistvu, sem malo povzel po tej knjižici, ki jo imate tudi rdeči, 95S. Aha. Ker ekonomija je znano, zakon in pa dom, to vsebuje ta starogrška beseda, to pomeni, ekonomija odkriva zakonitosti, po katerih se vsi počutijo doma. Ne? In je bogatenje omejeno glede na obzir posameznikov. V hrematizmu tega ni in je dejansko dopuščeno izkoriščanje. To, kar imamo mi zdaj v svetu, kjer umira toliko in toliko ljudi zaradi bolezni, ki bi lahko bile ozdravljene zaradi revščine, dejansko to je koncept hrematizma. In mi bomo mogli dejansko tudi ironizirati. Ne? To se sprašujem recimo o teh strokovnjakih, ne? Zakaj recimo pravniki ne govorijo več o ničnosti zakona? Zakon, ki je krivičen, je sam po sebi ničen. Pa stare civilizacije so to vedle. Ne? Zakaj recimo ekonomisti ne razpravljajo tudi o etičnosti, hrematizmu in ekonomiji? Zakaj so tako zaprti? Veste, jaz sem imel toliko razlogov, da se odpovem temu nazivu doktor znanosti, da najbolj pa, ko sem videl, da je Ursula von der Leyen dobila častni doktorat, da sem si pa rekel, v to pasmo pa res ne želim več. Ne, ker to je ponižanje. Ker to je ponižanje tega, ne? In znanstvenik, ki ima ta naziv, lahko ta izraz mu da težo, je pa preveč tistih, ki so ga oblatili ta. In ta naziv več nima častnega. To ne pomeni, da mnogi s tem nazivom niso res brihne. To bom še posebej povedal, to je malo moram razširiti. Niso brihni, ne? In niso dostojanstveni, ampak je pa preveč teh, zato tudi citiram v tej knjigi, vrhunske slovenske znanstvenike, ki so v kritičnem trenutku popolnoma zatajili in so dejansko, to je pa grozljivo v odnosu do naroda. In seznam je dolg, nažalost, ne? Je kar dolg, ja. Sam, veste, imena si moramo zapomniti. To so že stari vedeli. Če bomo kar pozabili, se bo ponovilo. In večkrat rečem, imena tistih odpustimo se, seveda, ne? Sam imena, pa priimki, pa funkcije morajo biti pa zabeležene. V kamenu klesani. To se pa ne sme pozabiti. Ker drugače se bo našlo vedno novo leglo, ki bo izdajalo človečnost. Zato, ker so doktori znanosti, ker imajo kredite, ki jih morajo odplačati, ker si ne morajo privoščiti drugače, bom tu nehal. Vedno staro leglo. Kako? Vedno staro leglo, ker se ista imena vrtijo. Ja. Ampak lahko mogoče na tej točki še, ko si rekel, da boš kasneje, lahko zdaj razložiš to svojo odpoved doktorskemu nazivu, a ne? Pa se je. Naziv doktor znanosti je predvsem potrditev, da znaš ti operirati z določenimi podatki, da si miselno pronicljiv. Umetna inteligenca nas bo tukaj je veliko bolj operativna.
Moj doktorat bo čez čas, če bi imela vse te podatke, ko sem jih imel, izpisala veliko bolj briljantno. To umetna inteligenca bo zmogla. Človek pa ima ravno zaradi tega zdaj priložnost, da da na piedestal ne več zgolj racionalno inteligenco, ampak celostno. To pa pomeni tudi odnosno, srčno, intuitivno. Cel kup inteligenc imamo, ki veličajo človekovo dostojanstvo. Naziv dostojanstva, ki poveličuje zgolj racionalno, je že zaradi umetne inteligencije pase. Nima več teže. Nam pa nudi priložnost, da se povrnemo k nazivom, ki so častni. To je pa kmet, to je pa baba, to je pa vedanc, to je pa vehta, pa gotovo so še bili kakšni častni nazivi, ki so pa vključevali etično normo, etično naravnanost, obenem miselno pronicljivost, ki pa je bila posvečena. Torej, desna možganska polovica je mogla posvetiti levo. Razum mora biti posvečen, sicer je lahko smrtonosen. Če sem jaz na nekem področju strokovnjak, recimo na teologiji bi se pri meni pričakovali, ko jaz berem ugovore zoper tako imenovanega Boga, saj Bog je zlorabljena beseda, se meni zdi vsi tisti ugovori otročji. Jaz bi vam to veliko bolj dokazal, da Boga ni, zelo strokovno. Zakaj? Ker sem maher na tem področju, če bi bil neetičen. Ampak to, kar imenujemo Bog, in ga lahko imenuješ zavest, ljubezen, kakorkoli že, kar ga ti osebno doživljaš, ja, bi pač zatajil, ne? Ker bi potem rekli, da sem pameten, pa službo bi imel, pa po rdeči preprogi bi hodil. Razumete? Vstopamo v novo obdobje. In v tem novem obdobju, veste, bo marsikaj tega, kar je staro, kar je zastarelo, kar je nekim obdobju mogoče funkcioniralo, bo dejansko treba se prebuditi novost. In kozmično smo tukaj podprti. In jaz to čutim. Ne? In sem hvaležen, tolike srečujem, tolike vas srečujem, v katerih se prebuja novost. Jaz sam gledam in se čudim in je ta novost igriva, dopolnjujoča, sodelujoča, ne moti drugačna misel, še več, drugačnost prebuja iskrivost in je to. In zato sem tako optimist in zato mi je fajn živeti v tem času in zato vem, da mora vsak izmed nas narediti tisti korak v smer tega, ki to novost prebuja. Sam to. Ta knjiga samo pomaga misliti. Ta knjiga ne misli na mesto vas. Samo prebuja misel, da bi skupaj lažje domislili tisto žlahtno, kar nas v prihodnosti čaka. In se ga lahko veselimo. In se prebuja. Ne se bati teme, ne se bati temne noči, v kateri smo. Mi smo mogli iz mračnega srednjega veka priti sem v temo. Ker drugače se ne more prebuditi doba vodnarja, se ne more prebuditi nov dan. To so že Indijci rekli, da smo zdaj bila pač ta železna yoga, ja? Ampak ko se začne pa os, če boš mogoče ti bolj to znal povedati, proti središču galaksije se pa zavest prebuja in ribe so to zadnjo temno, težko obdobje, mi smo v obdobju prebujenja in to je neustavljivo. Tako, ker je čas, ko se spi, zima, pa gledajte, prebuja se življenje, prihaja pomlad. Tudi v obdobjih, to je 26-letni ciklus, približno 26-letni ciklus, in mi smo pač iz zime vstopamo v prebujenost življenja. Ti si prej že deloma povabil vse, ki smo tukaj, k pogovoru oziroma k sodelovanju. Ja, si rekel, da že sodelujemo in zdaj še jaz to tvoje povabilo izrečem še bolj jasno in na glas, da je dobrodošla vsaka misel iz tele krasne publike, ki se je zbrala danes v hiši sanejočih knjig. Tudi vprašanja, zakaj pa ne, ampak izmenjava misli, verjetno je to, kar si najbolj želiš, ne? Ja.
igrivost v pretakanju misli. Tako da res, kar prosim. Ja, jaz imam vprašanje in sicer veliko se govori o teh onih, a ne, o tej, verjetno cerkvi se reče hudič, oziroma pač entiteta, ne vem, kakršnakoli beseda bi bila. In me zanima, kaj po vašem mnenju je to in ali bo v obdobju vodnarja tudi so obstajala za svetlobo, oziroma s to drugo platjo. Ja, mi smo zdaj v času prehoda. Zdaj astronomi so zaračunali leto 2601 kot tisto, ko bojo pa vse ko ne bo več nobene ribe, ki bi motla. Zvezde iz rib, ki bi motla, ne? Ampak smo že noter, mi smo že mi smo rojeni v svet dvojnosti. Dobro in hudo se bo vedno prepletalo. Zdaj pa ribi so zelo, veste, to, če malo pogledate simbol rib, dve ribi, ki vlečete vsak na sebe, ugoden čas za polarizacijo, za nasprotovanje, za vojskovanje, optimalni čas, ne, ki ga je človeštvo tudi optimalno izkoristilo, ne. Zdaj pa smo bolj podprti v smeri igrivosti, dopolnjevanja, oziroma bomo v večji notranji neskladnosti, če ne bomo tega koncepta živeli. Stari Grki so rekli makrokozmos, mikrokozmos. Kakor v velikem vesolju, tako tudi v malem vesolju. In ko se veliko vesolje dejansko vstopi v novo obdobje, če tudi malo vesolje, če jaz nisem v skladnosti s to igrivostjo, sodelovanjem, se v meni poveča razpetost, tesnoba, nelagodje, neugodnost, ne? Tega pa človek ne prenese najbolje in zato se sam po sebi usklajuje v tisto, da mu je fajn. Ne? Zato v krasnem, norem svetu, novem svetu obstaja zato rešitev, ne, so jo pogruntali, soma, bomo dali pa takim drogo, da ne bojo te razcepljenosti občutili. Ampak veste, mi smo že toliko miselno prebojeni, da se pa ne bomo dali fiksati, ne? Da ne bomo zapustili samega sebe, svoje notranje odzivnosti na to, kar se dogaja na nebu, naj se dogodi tudi v nas. In to je najboljše, to je najboljši okus. To je tisto najlepše, ta skladnost. In to je tudi najbolj upoštevano dostojanstvo posameznika, ker to ni več manipulacija, da ti jaz povem, kak boš ti. Ne, ko stopiš v tihoto, se v tihoti sam po sebi uskladiš v harmonijo, v sozvočje med nebom in zemljo. In ko si v sozvočju, lete, zato je doba vodnarja, tako da reko, podpirajoča, optimalna. Ne? Meni pri tem, če smem pride na tvoja misel, nikoli več, če smemo dovoliti, da bojo drugi mislili na mesto nas. Ja. To bi se referiral na entitete, ne? Ker v bistvu jaz skoraj razumem entiteto, to pomeni slediti drugega, streljanje. To pomeni, to je v bistvu nekaj, kar prihaja, vse bolj civilizacijo, vsi podpisujemo Google, Apple, vse obsežnejše pogoje uporabe njihovih storitev, ki jih samo zelo dragi odvetniki znajo celoti razložiti in vemo, da niso. Bi pa na tej točki tudi jaz imel vprašanje. Omenjena je bila Ursula von der Leyen, ki je prejela častni doktorat in ob tej priložnosti izjavlja nekaj, kar mene zelo skrbi, izjavlja je, da Evropa globoko spoštuje in temelji pravzaprav na etiki Talmuda. Jaz sem poskušal kaj zvedati o Talmudu, ne, in to, kar sem prebral, me je zgrozilo, ne, ker v bistvu noter so zapisani ne samo stavki, ki neposredno Jezusa razglaša kot satanovega predstavnika na zemlji in hvala Bogu, da smo ga križali. Noter sedimo stavke, ki so najbolj genocidni, ki se jih lahko predstavljamo. Da nimo vsi ljudje, ki niso ljudje, jih je treba ubiti. Recimo take stvari. Mene zanima, ti si vendarle poznavalec verstev. Zame je Talmud relativno novost in dvomam, da je v celoti v povezavi s tako manjim judovstvom, sam sem ga drugače razumel. Kako ti ta Talmud, ne, ki se ga tudi sicer se nanga sklicujejo Netanjahu in podobno, ne, ki sploh ni Netanjahu, mimo grede vsi primeri izraelski so imeli imena
ki so bolj iz vzhodne Evrope, Poljska in podobno, so si nadeli strašna imena, ne, da zbujajo bogaboječnost, če nastopa v imenu Boga. Res me zanima tvoja misel o Talmudu, ker tukaj gre pa res za priseganje entiteti, ne, neke vrste. Ja, to je težka tista izjava von der Leyenove o prijemu častnega doktorata, ne, ker pravi, tam pravi, da bojo Judje kot neka vodilna moč v Evropi, ne, tako jih zelo gor postavi. Ja, problem je, ne, nasploh je problem logika stare zaveze. Ne sam Talmud, tudi recimo, če pogledamo Mojzesa, ne, ker vemo, ne, kaj tam pravi, vi ste izvoljeno ljudstvo, pojdite v to deželo, pobijte vse otroke, vdove, živali, vse morate pobiti in osvojiti prostor. Ne? In to je ena težka logika. Zame je bolj problematično, da se ta stara zaveza, tudi Mojzesove knjige, berejo še sedaj v novi zavezi, tudi v naših cerkvah. Janez Pavel I, ne drugi, Janez Pavel I je sklenil, da bo, mislim, da iz liturgičnih besedil vsekakor odpravil Mojzesa, ne? To logiko stare zaveze. Jaz se tudi noter dotikam raznih, bi rekel, sublimarnih sporočil skozi prevode. Recimo, ne? Tam mi prevajamo, Jezus je rekel, ljubite svoje sovražnike. To je, veste, podtaknjena legalizacija sovražnikov. Pravilni prevod bi bil, ljubite tiste, ki vas sovražijo. Vi se izključite iz odnosa sovraštva. To so take finte, ker vete, to na podzavest vpliva, da ti pač legaliziraš, da imaš sovražnike, ljubiti jih je pa, vse vemo, težko, boš pa kjer ga pač mal pokne, pa šel pa k spovedi, ne, pa si tak mal, veste, ker to je, v človeku je tista, ne, kar je, mi bomo očistili teren, ne naših, ne, konflikt civilizacij, ne, in potem bo tako fajn. Mi moramo samo spucati, to bo in pobiti. Ne. In to je ta logika, recimo, ki jo oni, pogledajte, kaj počnejo, ne, s to logiko, ampak bom rekel, kaj ta logika počne v človeku, ne, ker ta logika je lahko tudi v meni. In to je grozno. In ta logika dejansko nima kaj iskati. Nima kaj iskati, ker je izrojena, ampak vete, ker tisti, ki manipulirajo, rabijo polarizacijo. Rabijo naše in ne naše. Naše božje, svete, izvoljene, pa naj bomo v naši ljubi partiji, naj bomo v naši ljubi religiji, naj bomo v naši ljubi, ne vem, kateri narodnosti ali karkoli že. To je zdaj vse. Ampak oni so pa in nas ne učijo dopolnjevanja, igrivosti, ampak čiščenja. Ne? To je zdaj ta problem. In Janez Pavel I je želel to odpraviti, ker pa institucije manipulirajo nas navadne z polarizacijo, naši, ne naši, dejansko eni izvoljeni, drugi neizvoljeni, kaj je predčasno moral umreti. Ne? Ker institucije, pa naj bojo svete ali ne svete, rabijo koncept manipuliranja z to pritlehnostjo, ki jo sedaj vidimo v praksi udejanjeno, ne samo tam v Gazi, ampak še marsikje drugje. Tudi v Sloveniji. Kako se... Ja, pardon, ja, ker... A se vam zdi, da ta energija manipulacije izhaja iz istega izvora kot naša zavest, ali odkot se je rodila ta misel, ali bilo to neka senčna del zavesti, ali kako misel? Imate zelo temeljna, globoko vprašanje. Glede na to, malo globje sem pisal v knjigi, le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih. Me še vprašanje zla. Kako je mogoče sploh, da zlo obstaja, te temne identitete, če je tako, smo mi rekli, kozmična zavest v znamenju ljubezni, ne? To je zelo, zelo, zelo težko vprašanje. Mi smo vrojeni v ta svet polarizacije, ta svet dvojnosti in dejansko jaz moram kar naprej paziti, recimo samega sebe dejansko imeti na kontroli, ali sem v sozvočju v igrivostjo, dopolnjevanjem
ker me zelo hitro zanese, ne, tudi zaradi vzgoje, v izključevanje, v to, kar imaš v Talmudu. Ne. To mora vsak izmed, mi smo rojeni v to in tukaj moram biti jaz zelo realist s samim seboj. To ni samo izven mene, ampak je tudi v meni. In ta realizem je, sem zdaj bil v bolnici in sem spoznal tudi, da sem simpatični hipohonder. Ampak si moram to priznati, ne? Ker veste, po operativnem posegu tudi pač normalno, da človek krvavi, jaz sem že mislil, da krvavim, da me bojo pokopali čez 3 dni, ne? In potem sem šel ves bled in siv, ampak ne od izgube krvi, ampak od misli, ne, tja v tisto sobo, kjer so medicinske sestre in sem rekel, krvavim iz črevesja. So rekle, ni iz črevesja, so se že pogledala, spet imamo hipohondra. Pa si mirno priznaš, ja, sem simpatični hipohondrček, ker potem lažje uravnavam samega sebe. Ker pa, ko se mi bo nov zacufnil, spet mislil, da bom zgubil. Pa se rečem, hipohondrček si, pa se malo reže na svoj račun. Torej pomeni, da živim v velikem realizmu. In ko govorimo o novi družbi, mora izhajati iz velikega realizma. Nobene euforičnosti, zasanjenosti, ampak iz velike prizemljenosti. Ne? Tu. Ampak začne se vse pri meni. Pa se pa začne v najinem odnosu, potem se začne, tu je ta realizem. Ne? To, meni je fajn, da sem delal v komuni, ki temelji na realizmu. Nobenem, da imaš ti rad samega sebe v realnosti. Ne, da se zavračaš, da si v konfliktu s seboj. Ja, imam pravico, da sem tudi hipohondrček. Jaz bi vprašal, kako gledate na vlogo jezuitov v tej negativnem impulzu, ki zdaj nekako prežema cel svet? To je prvi del vprašanja in drugi del vprašanja je, a ni bilo že na ekumenskem konziliju v Konstantinoplu nekako odpravljen, nekako sveti duha, ne? In zdaj gremo pa še en korak naprej k mehanizaciji človeške duše, se pravi, da je bil duh že odpravljen, zdaj pa še duša hoče odpraviti, ne? Nekako. No, kako vi razmišljate, me zanima, ker vidim, da veliko o tem razmišljate. Ja, mogoče najprej en stavek na vprašanje, ki ga je gospa postavila, morda je vloga zla tudi v prebujanju našem, ne? Ker ta neudobnost vsekakor uspodbuja naše prebujanje, ne? Neudobnost zla, recimo, tukaj jaz vidim eno opcijo, ne? Drugač, ne vem, ko beremo v zgodovini poskusov, ki so jih delali recimo jezuiti že v Južni Ameriki, že pred stoletja, ne, tam pol vidimo, kako so zadeve nastavljali že zdavnaj, ne. In tudi tukaj v odpravi svetega duha, ne, se mi zdi, da je to sam še korak naprej, ne, se pravi mehanizacija človeške duše, ne, in dejansko danes tja vstopamo s to virtualno realnostjo in vsemi temi rečmi, ne. In dejansko brez zavedanja teh impulzov ne bomo mogli preseči. Vidim pa, da so že zelo stari, ni zdaj to nekaj novega, kar se je 50 let nazaj začel pojavljati. Ja, vi to področje bolj poznate, ne? Ker se očitno. Glede na to, glede jezuitov, jaz ni razčiščeno. Recimo, vi ste omenjali Južno Ameriko, tam so jezuiti ustanavljali skupnosti, komune in so dejansko indijance reševali. Ne vem, če ste gledali film Misijon. Ja, tam zelo dobro prikaže vlogo indijancev in institucije, ki je potem to zatrla. Ne? Institucija cerkvene, ki je sodelovala s zavojevalci. Ne? Ampak oni so kljub temu živeli v neki, so bili srečni, ampak so živeli v neke vrste hipnozi. Se pravi, tam je bilo vse razen svobode ni bilo. In tudi jezuiti so živeli posebej, oni pa posebej. Ne? Oni temeljijo na pokorščini. Ja, tako je. Ja. Drugi pa, ja, lahko povem še eno anekdoto. Prosim. Ja, to pa je z gospod Kapro. Ker gre za, ko ste govorili o duši, sem se to spomnil, mi smo naredili eno veliko krivico v odnosu do živali, do rastlin, ker smo jim vzeli dušo. Ali lahko, če govorimo o Bogu kot duhovni stvarnosti, ustvar dal karkoli, kar nima duhovne dimenzije. Ne?
In jaz se recimo pri kapri, ali pa pri drevju, pa pri živalih, ki me obdajajo, čutim to komunikacijo. Mi smo duhovno, notranje povezani, no, ampak še bolj pa je povezan z gospo Kapro njen pediker. To je pa, on je pa, to je Kovač, drugače mu reče, bolj banalno, to je banalni izraz. On je pa, veste, v tej notranji komunikaciji z konji in je res neverjeten. Tudi problematičnim konjem on gre k njegovi glavi in mu pove, zdaj, kako mu on pove, ampak se notranje skomunicirata, da mu ne želi nič in naj mu ne dela sranja. In konji sodelujejo. Ker vsi mislijo, kako je treba držati pa krutiti. Ne, on se zmeni in tako. No in ker zdaj po operaciji jaz nisem mogel iti, ko je on pedikiral gospod Kapro, ona je tak močen značaj, ampak pač, ko pride, pač kaj pa če, ne, pač ne izrihta, če že mora, ne, nisem mogel iti zraven, ker doživim zraven, je rekel, in sva imela prav fajno dialog, je rekel, drugače ga ne more imeti, če si ti tam, ker ti motiš, ne, in te sta imela. Je rekel, sem jo vprašal, zakaj si bila pa ti dana Karlu? Je rekla, veš zato, ker on bolj taka mehka oseba, ona rabi eno tako stabilnost, ko si je. In pol sta še menila in je rekel, pol pa je ta zadnjo kopito je rihto, pedikiral in ona pač potrpi, ne. Zdaj ne bom povedal pobožno, povedal bom pa tako, kako mi je rekel Kovač in kako je Kapra rekla. Je rekel, in sem mi rihtal ta zadnjo kopito in sem že porihtal, pa sem pa rekel, a je v redu tako, ali naj ti še malo bolj na fino naredim. In je rekel, sem zaznal, da je rekla, nared, pol pa odjeb. Ampak, gledajte, to je popolnoma v sozvočju s Kapro. Tudi mi dva komuniciramo, ampak ona ima pa na meni, ima pa predvsem jabko, kje imaš jabko? Če pa ni jabke, naslednji hip čohaj. Ja. Ne, imajo, to so te dimenzije, ki so, ja. Ne, duh, ne sem človek, Bog, rastline, ne. Vse vemo, da nekateri uporabljajo rastline, recimo ajuasko, zato, da jim spregovorijo, da jim odprejo določene horizonte, ne. Če ne zlorabljajo, ne. Če uporabljajo v odnosnosti, v spoštljivosti, tako kot mora biti. Vsaka zloraba ima pa dejansko kontraučinek. Še kakšna misel? Torej moramo biti prebojeni v vsakem trenutku. Ja. Za odločanje budni, Ja. da se odločimo moralno, kaj je moralno, ne? Torej nekako prahistorično in tako naprej. Ne? Tisto, kar velja v večnih zakonih. Tako je, ja. Teh kozmičnih zakonitostih. Ja. Kaj je v skladu z lepoto, z ljubeznijo, z zavestjo, vse to ne. Vse takrat si v skladu s seboj. Nisi v konfliktu. Ja. In si hkrati, Ja, kako? in si hkrati v skladu Z vsem. z vesoljem. a? Ja, z vsem, ja. Ona znamenita Kantova, ne? Kaj še vedno zbuja čudenje v meni, zvezdno, nebo nad mano in moralni zakon v meni. Ja. Res je to, ja. Vprašanje je ta zakon avtoriteta pa zapoved ali je lahko individualna stvar. Ne? Mislim, da v stari zavezi so bile bolj zapovedi in če si sledil 10 zapovedim, pa je bilo to, a ne? V novi zavezi mora pa človek sam se vprašati vedno znova, kaj je moralno in etično. Ne moreš več sam slediti enim 10 zapovedim. Potem, ko si ti, bi rekel, pošlihtana osebnost, potem je vse v igrivosti. Prej pa mora biti tudi, ne ubijaj, mora biti pa konkretna merila, da pa ne bi, mi moramo že zdaj čisto preprostim začeti ne ubijaj. Ne? Človek nima pravice umoriti človeka. Kje je diplomacija? Vse diplomacija sploh več ni. Kdaj je samo preigravanje pa ubijanje? Ja, ti si hotel. Jaz mislim, da se nas zmeri več prebuja, ne, in da čutimo že to novo dobo, o kateri govorimo.
Ampak v bistvu, če pogledamo zdaj v neko naravo, v cikle narave, ne, zmeri mora nekaj starega umreti, ne, da se rodi nekaj novega. Pa me zanima zdaj vaše mnenje, kako je to kakšen tak mehak prehod možen, ali mora počati, ali kako bo to izgledalo po vašem? Po mojem bo prišlo, lahko je to mehko, če si ti recimo v skladu z seboj, s svojim notranjim jazom, ki je povezan z tem kozmičnim, je lahko to neko mehko vodilo. Ne? Če sem pa jaz odtujen od tega, ne, recimo jaz sem bil konkretno zdaj odtujen, ker sem ravno to knjigo končeval, jaz sem lahko zelo neizprosen do sebe. Ne? In ko sem končeval to knjigo, sem bil skrajno, jaz sem kaplan v 3 farah in cel kup drugih obveznosti še imam, sem knjigo mogel končati, ker si moraš sam rok dati, sem imel pa predtem že možgansko kap in meni so ledvica že odpovedala, bil sem zalit, nisem pa zaradi, ta center v možganih je pa bil takrat uničen, mene bi mogli grozljivo boleti, me pa nič ni bolelo. In potem, ko sem knjigo končal, ko sem knjigo oddal, sem pa šel v doktorci, ker sem že 2 meseca krvavel z nosa, ker nisem imel več okusa, ker sem bruhal, ampak sem mogel prekončati. In veš, nisem bil v skladu, nisem poslušal, nisem bil subtil tudi do svojega telesa, nisem bil spoštljiv. Zato sem dobil bolj trdo lekcijo. Ne? Če bi bil pa jaz subtilen in se odzival, če ne bi bil brezobziren ali do svojega telesa, ali do svoje duše, ali do svojega duha, če bi bil v skladu, bi šlo pa to na mehek, lep, bolj lagoden način. Tako sem imel pa lekcijo, ampak glej, za te lekcije sem imel 3 mesece dopusta. V 40 letih 3 mesece dopusta. Ja. Za vse je nekaj dobro. Tako rečejo, čeprav to relativno. Ja. Včasih tudi ne drži to. Ja, za vse je nekaj dobro. Meni je šlo včasih to reklo strahotno na živce. Ne gre še vedno. Zdaj sem ratala indiferentna do tega, ne? Ampak če nekdo tako me hotel s tem potolažiti, ne? Jo, posebej, ko kdo trpi, pa pride nekdo, ki mu je fajn. Ja. In ti pove, da je pa za tebe nekaj dobro, da ti trpiš. Ja. Vse bo za nekaj dobro. Čeprav, to je zdaj zelo široka tema. Ja. Ne bomo stopali v podrobnosti. Ne bomo, ne. Jaz sem samo pomislila ob tem, kar si ti izpostavil, a se bo to zgodilo na mehak ali na trši način, da znotraj človeka, znotraj prebujenih in tako je ta mehkoba nekako samoumevna. Ne? Ampak entitete bodo pa po mojem mnenju zahtevale trše prijeme. Vse se vidi, recimo. Ne, to so... Ker se ne bodo tako zlahka vdale. Ne bojo se. Sam ne se bat. Bodite samo v sozvočju s seboj, ker takrat ste povezani z vsem. In dobite podporo. Tam so nekateri mi rekli za knjigo, fajn. Mi smo povezani. Ko sem jaz v tihoti, sem z vsakim od vas povezan. Me vi podpirate in jaz vas podpiram. Mi moramo, zakaj nam ponujajo 365 TV programov pa radijskih postaj, zakaj toliko tega hrupa, zakaj so frekvenco spremenili. Zato, ker da ne bi ko pa stopiš v tihoto, dejansko se pa uglasiš z vsem, kar te obdaja. Nisi več tuj, ker si božanski, si kraljevski, si preroški, te mika drugi v njegovi drugačnosti, hočeš biti igriv, sodelujoč, to je najlepše. Sam se moramo pa zavestno dejansko odločiti za trenutke umika v tihoto, v spokojnost. To je zelo pomembno. Naravo. Mi imamo to srečo, recimo tudi, če si doma v mestu, lahko greš na Golovc, lahko greš sedeti za Ljubljanco, kamorkoli že, in se te prebudi. Ker vse, kar nas obdaja v odnosu z menoj, vse rastline, živali se hočejo družiti z menoj, z mojim jazom, na duhovnem nivoju. One so željne igrivosti in mi pomagajo, vse ti pomaga. Sam izstopiti iz tega norega sveta
v tihoto, v obnebje tihote, v obnebje zaznavnosti in žurka se začne. Hvala lepa, Karli, hvala lepa, Peter, hvala lepa vsi vi. Se bomo podpirali še naprej v tihoti in v debatah. Tako je. Hvala. Hvala.